Še pred prvim neposrednim prenosom iz Metropolitanske opere je svoje prvo glasbilo prejela 9-letna Aneja. Glasbeno šolo obiskuje 2 leti, za igranje violine pa se je odločila, ker je njen zvok preprosto všeč. Naša družina šteje 5 članov, od tega smo 4 glasbeniki, Aneja, Tjan, jaz in mamica. Najmlajši še ni glasbenik, ker je star komaj 3 leta. Pa upajmo, da bo. Nič ne forsiramo, če bo, če ne. Kot vedno smo pač Anejo vprašali, kot vsakega otroka tudi nekako vprašamo, če želi igrati inštrument, če želi hoditi v glasbeno šolo. In ona nekako rekla, da ja. No in zaradi tega smo pač se odločili, da gre v glasbeno šolo. To pa ni v bistvu niti tako težko, ker inštrumenti so doma, neki vzori so doma, pri nas ne manjka kitar in drugih inštrumentov, tako da je pa pač se sama odločila za violino. Večkrat po televiziji, kako igrajo violine, pa me je zvok in igranje violine zelo navdušil. Ko začne otrok obiskovati glasbeno šolo, s tem prevzame še več obveznosti. Tako kot za učne predmete v osnovni šoli, je treba vaditi tudi za glasbeno šolo. Včasih vadim 30 minut, včasih pa po 20. Naj bi se vadilo 15 minut do 20 na dan, ampak odvisno je vse od njenega razpoloženja, ker to so še pač majhni otroci. Kot sem rekel, nekako skušamo jo po naravni poti stimulirati, zdaj to ni neka prisila pa obveza, ker bi predvsem radi bili, da so naši otroci srečni, poleg tega, ne da so, recimo, temu tako genialno virtuozni pa nesrečni. To verjetno ni prava pot. V drugem razredu sem igrala Mali zajček, pa Lok za igra, pa... Zdaj pa ima že eno bolj resno, katero boš zdaj bolj zašpilala, katera je tista? Etida. Etida, ja. Glasbilo, ki ga je Aneja prejela pred prenosom opere, v kateri je glavno vlogo odigrala in odpela operna zvezda Ana Netrebko, je mladi violinistki predal ambasador akcije. S tem pa je Aneja tudi prvič zakorakala na tako velik oder. Moja hčerka je tudi glasbenica oziroma se uči in si sposoja inštrument vsako leto v glasbeni šoli. Tisti inštrumenti so vseeno sposojeni inštrumenti. Otrok, ki dobi svoj inštrument, verjamem, da ga bo vseeno drugače in cenil in negoval in tudi ustvarjal drugače na njemu. Lažje bo vaditi, vsi vemo, da včasih je vaditi težko in sigurno je to dodatna spodbuda. Takšnih spodbud bo v prihodnje še kar nekaj. Naslednja že to soboto, ko bo v mariborskem gledališču ponovno na sporedu neposredni prenos iz New Yorka. Tokrat bosta v operi Otelo v glavnih vlogah nastopila Johann Botha in René Fleming.